Joko Ono, Žan, zdravo. Živja. Je Kim dobila epilog? Kim je dobila epilog, epilogu se pa reče Tvoj kreten. Zanimiv naslov. Ja, še bolj zanimiva zgodba je bila za pisanjem komada, ampak dajmo nekatere stvari rajši prepustiti domišljiji. Vidim, da je ta Kim precej navihana. Jaz bi rekel, da vsak ima svojo Kim in prav je tako, malo navihanosti v življenju ne škodi. No, Tvoj kreten je pa v resnici ta zgodba, ki greš kakšen korak dalje in se premakneš malo naprej iz kakšne zadeve, ki mogoče ne štima. Je potem Tvoj kreten tudi pesem o alternativi, ko imaš dve ali več možnosti? Jaz mislim, da imaš v življenju vedno načeloma dve ali več možnosti. Po mojem sam problem, da ko padeš ti v nek slab moment, mogoče vidiš, da imaš samo eno možnost in potem mislim, da je odločitev oziroma stvar odločitve, da se pobereš. In to v bistvu tudi govori, video spot, ki spremlja ta komad, se pravi, da mogoče včasih treba malce odpreti oči, pa stopiti iz kakšne luknje, ki si jo skopal. Vidim, da ti lopata dobro pristaja v roke. Treniram zdaj velike koncertov, treba se je naučiti tudi kakšno lopato kdaj zavrteti, tako da ni noben problem. Ne vem, ali kopljete grob sebi ali komu drugemu? Jaz mislim, da vsak kdaj skoplje grob sebi, zdaj pa da bi ga komu drugemu kopali, pa niti nimamo časa, niti energije. Imamo zadnje čase preveč koncertov, da bi komu hotel skopati grob ali pa da bi imeli sploh čas. To pa je dobra informacija. Veliko odrov, veliko kilometrina, veliko izkušenj. Res je. Zdajle, mi se kar, saj si verjetno opazil, slišimo kar pogosto, kar pomeni, da dajemo tudi ven muziko zelo redno, pridni smo, delamo, ravno kar zdajle, ki se slišava, sem prišel spet iz studija, tako da res vsaka minuta časa, ki ga imamo, jo porabljamo za to, poleg seveda tega, da vsi še ali študiramo ali pa delamo zraven in tudi odrov, kar ene par se je že tudi odrov nabralo. Mimogrede, Žan, ali tudi v studio neseš ta skrivnostni kovček iz videospota? Ta skrivnostni kovček iz videospota je zdaj skrivnostno zakopan na neki lokaciji, tako da ga ne morem nikamor nesti. Je bil namenoma odložen in tudi določeno vsebino tam puščen. Zdaj pa prepuščamo kakšni naši fanici, da najde, kaj to je in da ga mogoče izkoplje, če ima čas pa voljo. To bodo odkrivali arheologi čez 2000 let. Vse to, veš, in pa si bo nekdo mislil, kjer je bil tak bedak, da je dal na neko polje kovček, ki ima noter. To pa bojo oni videli, bo videl tisti, ki ga bo skopal. Verjetno bo arheolog rekel, to je kreten. Ampak njihov verjetno ne. Točno tako. In Žan, če še pogledava v leto, ki prihaja, kaj lahko pričakujemo z vaše strani? Iz naše strani lahko pričakujete ogromno ene muzike in bom še pri tebi prvič povedal, tudi kakšen album se zna zabliskati, kdaj in kakšen, pa dajmo zaenkrat še pustiti nedorečeno. Bo pa sedaj dorečeno to, da v eter prihaja vaša ta nova, zato kdo je kreten oziroma čigav je kreten? Kdo je kreten? Veš, vsi smo kreten, ne? Samo vprašanje je kdaj, a veš, ne? Danes je mogoče to nekdo drug, takrat smo mogoče bili to mi, jutri bo pa spet nekdo. Važno je, da si za nekoga lahko kreten, ne če si ali pa če nisi, ker to itak smo. Ukradla si večer, zdaj govoriš, da greš, a dovoliš, da te držim in te poljubim spet. Se igraš, ko me pogledaš, rečeš, smiješ, ker če je res, bi rad bil tvoj kreten. Kaj če hočem biti tvoj kreten, kaj če hočem biti tvoj kreten, kaj če hočem biti tvoj kreten. Zdaj prebudim noči, še po dnevi spim in ko le
čas je, da ti vse povem.